Kako lahko naredimo nohte doma? Plus ombre efekt, počakaj do konca. Kaj potrebujemo? Celulozne vatice, potem potrebujemo bonder oziroma primer, podlak, zaključen lak oziroma gel in pa gel za strukturo nohta. Lahko je enofazni ali večfazni, odvisno od proizvajalca. Potem potrebujemo cleaner in pa seveda polimerizacijsko lučko. Pilico 180 ali 100 in pa seveda na koncu kava za sprotno delo. Prvi korak je, da uredimo nohte, to se pravi, jih oblikujemo v želeno obliko in potem tudi pripravimo nohtno ploščo. Nohtno ploščo matiramo s pilico grobosti 180 do 240, nikakor ne z bolj grobo od tega. Pazimo, da se ne dotikamo ob nohtja, krožimo z pilico okoli ob nohtja, zato da ob nohtja ne poškodujemo. Pritisk je zelo rahel, samo zmatiramo nohtno ploščo, ne pa odstranjujemo celotne nohtne plošče. Končamo, ko je v celoti mat in se ne sveti več. These brothers my guys, know that they fly. Know that they fly, know that they ride or die. Cold, these brothers my guys. Prah očistimo z razkužilom ali pa si gremo kar umit roke, kar je še veliko boljše, saj s tem se izognemo alergijskim reakcijam. Res pazimo, da v celoti odstranimo ves prah, da potem ne ostane na površini in lahko posledično zaradi tega tudi material odstopa. Prvi korak je, da na noht nanesemo bonder oziroma primer. Pazimo, da se ne dotikamo rok, da se ne dotikamo kože, ker to vse lahko potem povzroči iritacije in potem kasneje tudi alergijo. Tako da res z vsako stvarjo, ki jo mažemo po nohtu, res pazimo, da se ne dotaknemo kože. Zdaj pa, če je naš sistem takšen, da zahteva spodaj osnovni gel, potem ga na tanko namažemo, samo tanka plast, pazimo spet, da se ne dotikamo kože ob nohtja, počasi potiskamo proti ob nohtju, vidite, kako čopič obračam, zato da samo s kotičkom čopiča pridem previdno zraven ob nohtja, ampak se ga ne dotaknem. To je zelo važno, da naredimo tale gib na stran in samo s kotičkom čopiča nalakiramo, nanesemo material na noht. Damo v lučko in počakamo minuto do 2, odvisno od navodil proizvajalca. Nato sledi postopek, ko delamo strukturo nohta, spet odvisno od sistema, ki ga uporabljamo. Stresne točke v tem primeru, ker samo utrjujemo nohte, da se pravi spodaj imamo našo naravno obliko, podlago, nismo nič podaljševale, potrebujemo manj materiala, potiskamo, jaz dam kapljico na sredino, potem pa počasi potiskam do ob nohtja, da ga imam, seveda pazim, da se ne dotaknem kože, približno tako za en las stran od ob nohtja se ustavim in potem vlečem gel iz leve proti desni naprej, proti sebi, proti prostemu robu. Če ima materiala premalo, seveda si ga lahko ponovno vzamem, ga dam tam, kjer mi ga je zmanjkalo in zopet vlečem iz leve proti desni proti sebi. Gibi so zelo lahkotni, kot da božamo noht s čopičem. Do prostega roba obrnemo noht, če imamo gel zelo tekoč, in s tem, ko ga obrnemo, bo gel stekel po stresni coni, po apeksu in nam bo s tem olajšal delo. Obrišemo lepljivo plast s cleanerjem in nato sledi piljenje.
začnemo z obliko nohta. Zelo je važno, da se držimo strategije piljenja na vseh 10 nohtih, zato da dobimo potem seveda na vseh 10 enako obliko, enako dolžino in tako naprej. Tudi pripravila sem ti checklisto, postopek piljenja, tako da si lahko zlodaš, to je dol v komentarju. Gremo najprej oblika, potem gremo stranice, zadnji okrog, ob nohtja, pazimo, pod kotom pilimo, zdaj pilico damo takole pod kot, zato da se ne dotikamo ob nohtja. Vedno pilimo stran od ob nohtja. Zdaj, kadar delamo same, si mora z drugim prstom res obnohtno kožico, obnohtne kanale držati res navzdol. Potem gremo pa še stranice in na koncu še prosti rob in pa stresno cono, zgornjo linijo, da zmatiramo in lepo zravnamo material, ki smo ga nanesli. Jaz to poimenujem prva faza piljenja, ko vsakega posebej popilim, nato pa grem pogledat vseh 10 spet skupaj, da vidim, ali je dolžina ok, ali je stresna cona ok, če je potrebno še kaj popraviti, če je treba še kakšnega skrajšati, ali pa ponavadi obliko, spreminjamo še obliko. V glavnem obrišemo, lahko si tudi v tej fazi umijemo roke. Zdaj pa gremo delati še baby boomer. Jaz uporabljam, pač tole je najhitrejši način izdelave boomerja. In sicer teli nastavki se menjajo in je super za prehod, izdelavo prehoda. Najbolj pomembna stvar pa je, da uporabljate gele, ki so gostejši. Jaz uporabljam proizvode od Demi, e.me, manicure in nekaj tudi najdete proizvodov v Nilandija trgovini, ker so ful gostejši. Ker če boš delala z materiali, ki so preveč tekoči in premalo pigmentirani, ne boš dobila tega efekta. Zelo pomembno je, da greš od konice proti sredini z isto blazinico, z isto stranjo blazinice, zato da dobiš ta blendiran efekt. Če ne vem, imaš kje močnejšo barvo, ti lahko to zblendiraš potem z drugo stranjo, ker imaš na tej palčki imaš 2 blazinici in tako ful lažje zblendiraš. Vsako fazo vmes daš v lučko in očistiš seveda tele blazinice in jaz jih potem še v alufolijo zavijem, zato da se ne nabira prah na njih. Kaj sem še hotela povedati? Lahko nabažeš 2 fazi, to se pravi, greš 2-krat čez, včasih pa tudi 3-krat, ker je res odvisno, kakšna gostota permanentnega ali gel barve uporabljate. Zaključimo s topom, zaključnim gelom. Pazimo spet, da se ne dotaknemo kože in potem imamo končni rezultat. Subscriber, če ti je vsebina bila všeč. Čau!